Pozdravljeni v novem Q&A-ju, kjer bom danes odgovoril na naslednje vprašanje. Sama se že vrsto let spopadam, da mi skozi vse leto kaplja iz nosu. Brez robčkov ne morem nikamor. Ne gre za obilno kapljanje, ampak toliko, da moram imeti robčke pri sebi v vsakem trenutku. Nimam zamašenega nosu, niti težav s sinusi. Ne najdem nobene konkretne povezave, kdaj in zaradi česa bi se mi to pojavilo, je pa nadležno. Spomladi in poleti je kapljanje sicer manjše kot jeseni in pozimi. V slednjem se mi ob vetru tudi solzijo oči. Alergij nimam in tudi zdravniki niso odkrili ničesar. Sicer pa imam AI ščitnico Hashimoto od leta 2019. Zelo burno otroštvo. Oče alkoholik, veliko od doma. Fizični napadi, sprva na 7 let starejšega brata, kasneje name in na koncu tudi na mamo, ko sta bila sama doma. 2006 sta se starša ločila, leto kasneje pa je brat naredil samomor. Da bi zaščitila brata, saj sem bila sprva očetova princeska, sem razvila nekje med 4. in 6. letom obrambo s kričanjem in histerijo, saj je bil to edini način, da se oče ni vsakokrat spravil na brata. Tukaj govorimo o pretepanju s pasovi in kabli. Zaradi stavka, kaj bodo sosedje rekli. Oba sva si morala večkrat iti sama natrgati šibo in jo olupiti. Vekolikor ni bila prava, smo morala iti po novo. Brat je kasneje zapadel tudi v slabo družbo in droge. Ves čas sem poskušala skrbeti zanj, da mu se kaj ne bi zgodilo. 2 leti pred smrtjo pa se je preselil v Francijo, kjer je umrl. Glede na dodatno razlago okoliščin vašega otroštva ali pa tudi mladosti, bi iz vidika ali pa s pogleda IQ-ja dal razlago, da kapljanje z nosu je v bistvu nadomestek za jokanje. Zaprav, ker niste mogli jokati ali pa točiti solza, ker ste morali, ker z jokom ali solzami očitno niste mogli pri očetu doseči primernega učinka, ki ga solze ženske osebe ne bi imele na moškega, in to je, da bi moškega streznile in preprečile, da bi storil to, kar je v afektu se namenil storiti, se pravi prizadeti žensko ali hčer ali nekaj ali nekoga, ki je ženski ali hčerki pri srcu, je bilo potrebno uporabiti kričanje in histerijo, ker tako, kot ste sami napisali, je bil to edini način, da se oče ni vsakokrat spravil na vašega brata, kar pomeni, da ste morali tipično žensko čustveno odzivanje, se pravi jok, zamenjati za vedenje, ki je bolj primerno ali pa bolj tipično za moško vedenje. Torej, solze niso imele prave funkcije, niso imele pravega vpliva, zato ste jih morali zadržati. Po drugi strani je bilo pa življenje takšnega, kot ste imeli, pa seveda tudi takšnega, kot je imela že vaša mati in vaš oče, ter tudi njuni starši, ki so v bistvu tudi ustvarili pogoje za to, da sta bila vaša starša takšna in potem tudi vi in vaš brat, tako kot ste bili. Je bilo to življenje žalostno, polno pretresov, travm, tragedij in bila bi rekli po domače, da je bilo tako življenje, kot ste ga opisali, za zjokati. In seveda joka pa ni bilo, torej je bilo treba solze potlačiti, zadržati in jih spremeniti v drugačno obliko, in v tem primeru lahko iz IQ-ja bi vam razložil, da gre čez nos ven tisto, kar bi moralo v preteklosti iti iz oči in po licih, da bi imelo primeren vpliv in primeren učinek na očeta, da bi prišel k pameti in nehal biti tako nasilen. Zdaj, to nasilje samo po sebi je usmerjal potem na brata, oziroma brat je sprejel vlogo žrtvenega jagnjeta oziroma grešnega kozla, kakor obrnemo,
kar je bilo seveda tudi zelo krivično, po drugi strani je pa tudi on dobil od očeta podobno neučinkovito uporabo agresivnih čustev, agresivnega vedenja, ki jih ni hotel na enak način izražati kot oče, si jih je pa izražal na drugačen način, oče z alkoholom, on z drogo, in na koncu je v bistvu tudi to lahko pripeljalo do tako globoke depresije, da je potem lahko tudi storil samomor. Rešitev, ki vam jo Allahaiku ponudi v takem primeru, je, da z bolj globokim razumevanjem oziroma spoznavanjem in razumevanjem vzrokov ali pa dejanj, vedenja, dogodkov, ki so se dogajali v vaši preteklosti in preteklosti vaših prednikov, dovolj dobro razumete možne razloge za tako stanje, za to kapljanje iz nosu, ki samo po sebi ne povzroča nekih bistvenih težav. Zaenkrat seveda kaže pa na to, da je nekaj sistemskega narobe v delovanju živčnega sistema, čustvenega vedenja, kar pa seveda dolgoročno ne vodi v nekaj pozitivnega, ampak se lahko razvije prej v nekaj negativnega, veliko bolj motečega ali pa nevarnega, dolgoročno seveda. In na to skozi vaje ter učenje dviga čustvene zrelosti in izražanja čustev, da začnete vedno bolj jasno čutiti to potlačeno, prikrito, zastrto, skrito žalost v notranjosti telesa, in potem v bistvu tudi začnete dojemati, kakšen je dejanski razlog za tako delovanje vašega nosu, in potem to žalost spremenite v drugačno obliko ter počasi pustite za sabo ta negativni vpliv preteklosti, v kateri ste živeli, ter zadevo postopoma spremenite v manj žalostno, manj življenje, ki bi bilo v bistvu dobesedno za zjokati. Hvala lepa.